Nekaj dobrega sosedstva v solati je predstavljala mlada spomladanska redkvica, v tem trenutku samo še semena, ki bomo pobirali za naslednjo sezono. At the end, the tree must bend over. So if you look to the tree, it's like you be hugged by the tree. The tree is hugging you. Vegeto lahko pripravimo tudi tako, da jo sušimo. Mi pa bomo danes pripravili vegeto tako imenovano na mokro. Z vrtov smo zdaj že pobrali večino pridelkov. Nedozorel paradižnik lahko pokrijemo s kopreno in ujamemo še nekaj toplih dni, v katerih bodo plodovi vsaj nekoliko pordečeli. Če nimamo ne časa, ne koprene, pa zelene paradižnike uporabimo za pripravo sladko-kislega čatnija ali srbske solate z zeljem in papriko. Dobro je, da si v zvezek zapišemo težave, ki so se letos pojavile v našem vrtu in kako smo jih rešili. Dodamo še zglede dobrososedskih odnosov in označimo, katero gredo smo ali bomo pognojili. Na posestvu Irene Rotar v Veliki Pirešici so letos primerjalno oskrbovali 3 vrtove: permakulturnega, biodinamičnega in ekološkega. Permakulturne visoke grede smo v oddaji redno spremljali. Na biodinamične grede smo nazadnje posejali jesenske solate, radič, špinačo, kitajsko listno zelenjavo in jesenski česen in čebulček. Za ekološki vrt je skrbel Klub Gaja. Začetki Gajinega ekološkega vrta segajo že v lansko jesen, ko smo si začrtali, da bomo na tej lokaciji v Veliki Pirešici postavili vrt, ki bo namenjen pospeševanju samooskrbe in učenju vrtnarjenja. Torej, od prvih osnovnih korakov, začetni koraki vrtnarjenja, pa do zdrave domače zelenjave v lastnem vrtu. Ekološki vrt zaradi tega, ker smo uporabili samo izdelke, ki so dovoljeni v ekološki pridelavi. To so izdelki na osnovi njivske preslice, sojinega lecitina za boj proti boleznim ali preprečevanje bolezni na vrtninah, potem pa izdelki na osnovi piretrina in kalijevih soli za boj proti škodljivcem. Tako smo kljub slabim vremenskim razmeram se uspešno borili proti ušem, proti pojavom plesni in pač drugim nadlogam na vrtu. Pred letom je bil na tem mestu še travnik. Gajani so tla pripravili februarja, prve setve opravili marca. Vrt so razdelili na več med seboj ločenih gred. Čeprav je grede, ki so ločene le z deskami, mogoče spreminjati, so prednosti trajnih gred, da ne hodimo po zemlji, na kateri pridelujemo. Zaradi rednega obdelovanja te gredice postanejo višje. Pri stalnih gredah tudi vemo, kateri del smo pognojili in katerega ne. Deske polagamo predvsem, da pri vrtnih opravilih ne stopamo neposredno na obdelovalna tla. Gajin 60 kvadratnih metrov velik ekološki vrt so uredili po načelu 4-letnega kolobarja. Zato smo ga razdelili na 4 poline, v skladu z pristopom potem gnojenja, kjer smo prvo polino obilno gnojili z organskim peletiranim gnojilom. Drugo polino, ki je tukaj pred menoj, smo gnojili z polovično dozo, tretjo polino pa samo še za četrtino. Na 4. polini nismo nič gnojili in seveda na tisti polini gojimo oziroma smo gojili zelenjadnice, ki ne prenašajo oziroma ne potrebujejo obilnega organskega gnojenja pred sajenjem. Na prvi polini so seveda najzahtevnejše plodovke, ki rastejo tudi praktično celo vegetacijsko obdobje. To so vse plodovke, paradižnik, kumara, bučke, paprika. Bil je zgoden krompir, zgodno zelje in je seveda to zaključena potem ta celotna prva polina. Na drugi polini smo seveda gojili kapusnice, to je predvsem listnati kodrolistni ohrovt ter brstični ohrovt, ki ga bomo pospravljali šele v prihajajočih mesecih. V dobrem sosedstvu z tema 2 kapusnicama smo v njihovem medvrstnem prostoru gojili en izmed boljših primerov čičeriko, ki je tudi že v tem trenutku pospravljena. To je stročnica, ki je v dopolnitvi seveda dajala dovolj hrane tudi za te zahtevne kapusnice. V sosedstvu so imeli prvo spomladansko solato, več različnih sort, naknadno seveda fižol. Nekaj dobrega sosedstva v solati je predstavljala mlada spomladanska redkvica, v tem trenutku samo še semena, ki bomo pobirali za naslednjo sezono. Potem so pa bile tukaj še druge kapusnice, kolerabica, brokoli, cvetača in to je seveda predstavljalo potem to drugo polino.
No, tako, zdaj se nahajamo na našem drugem delu vrta, to je naša tretja in naša četrta polina, kjer smo seveda v zgodnjem maju najprej posadili visok fižol ob naravno oporo koruze ter ob oporo tudi prekle, kar je ena taka klasična primerjava tega načina gojenja, ki ga Slovenci zelo dobro poznamo. Na preostalih gredicah tretje poline smo seveda najpomembnejše dobro sosedstvo gojili v posevku čebule in pa korenčka, kjer smo pač vrstico čebule, vrstico korenčka razvrstili in seveda pridelali zelo lepe korenčke. Tla so tukaj sicer zelo težka, to nam je seveda v poletju kar malo olajšalo pridelavo, predvsem zaradi te suše. Vse skozi smo gojili in enormne količine sočnih listov blitve porezali, peteršilja, ter seveda pospravili tudi stročji in pa zrnati grah. In s tem smo potem seveda to tretjo polino tudi zaključili. Četrta polina, tista tukaj pred menoj, je pa seveda zdaj na tej gredici že posajen radič štrucar. Predposevek tega je bil pa zimski in spomladanski česen. Tukaj je bilo nekaj solate posajene v nadaljevanju, kjer je pa gredica zdaj že pripravljena za jesenske setve, je pa seveda rastla rdeča pesa in je rastel tudi bob kot ena z boljših stročnic za spravilo strokov in ugodilka v vrtnarskem kolobarju, ker pač ugodno pušča v tleh večje količine dušika, ki ga bodo seveda zdaj rastline, ki rastejo, tako por kot redkvica in pa motovilec, pokoristile za to, da bodo v jesenskem času za spravilo in za samo skrbo z našega ekološkega vrta. Za zelenjavne vrtove izbiramo sončna mesta. Najbolje jih je postaviti v bližino kuhinje, tako bomo jušno zelenjavo in druge kuhinjske začimbe imeli vedno pri roki. Tudi klub Gaja je svoj vrt postavil na sončno mesto, ga obdal z leseno ograjo in razdelil na 4 osnovne poline. Pri zasajevanju gred so upoštevali, kako rastline vplivajo druga na drugo, kako spodbujajo ali zavirajo medsebojno rast. Zgledi dobrih sosedov so šetraj v fižolu, ki odganja recimo črno fižolo v uš, ter istočasno spodbudi precej bolj okusno stročje pri fižolu. Primer dobrega sosedstva je čebula in korenček, kjer je seveda poznano dejstvo, da si pomagata ti dve zelenjadnici, da si odganjata čebulno in pa korenčkovo muho, in vse te dobre vplive sosedne rastline na drugo rastlino seveda izkoriščamo, kot je recimo en tak zelo lep primer. Sočen paradižnik je precej bolj okusen v posevku z baziliko, v posevku z listnato zeleno, in to je seveda tisti namen, ki ga vsak vrtnar mora znati izkoristiti, ker bo potem seveda uspeh pridelave v ekološkem vrtu toliko večji. In medtem, ko že vemo, katere vrtnine posaditi blizu, da dobimo boljši pridelek, je dobro tudi vreme sprejeti takšno, kot je, in vrtnarsko sezono ustrezno prilagoditi. Seveda je treba biti iznajdljiv, prilagodljiv. V vročini je treba kdaj rastline tudi osenčiti, jih oskrbeti z kakšnimi dodatnimi listnimi prehranjevanji ter seveda enakomernim namakanjem, kot tudi prekrivanjem v primeru ohladitve ali večjih količin padavin, ter vse to seveda pripeljati do tega, da tudi v prihodnje smo pripravljeni na takšne ekstremne situacije, kot se nam dogajajo. Tako kot zdaj kaže, v prihodnosti vedno daljše in toplejše jeseni, da bomo morali znati izkoriščati zgodno pomlad in pa pozno poletje ter celotno jesen za razširitev vegetacije v vrtovih. Davor Špehar, strokovnjak kluba Gaja, je pri sajenju jablane v sadnem vrtu Antona Novaka uporabil dolgo delujoče organsko gnojilo v obliki pelet Plantela Organic. Tako je odgovoril tudi tokratni žrebanec. Slavko Pajntar iz Blejske Dobrave prejme omenjeno gnojilo in enoletno naročnino na revijo Gaja. Novo nagradno vprašanje je povezano z orehi, ki smo jih v oddaji pobirali v začetku meseca. Zanima nas. Kako se reče navadnemu orehu po latinsko? Nagrada bo posebni pripomoček, s katerim boste nekoliko lažje pobirali orehe. To je ročni pobiralec za orehe. No, gledalci pa lahko latinsko ime oreha izvejo tudi na spletni strani. www.oreh.si. Tako, pa veliko sreče.
Če si nameravate kupiti drevo, ki bi ga oblikovali in gojili kot bonsaj, potem vam pot v Loder Bonsai Center, ki se nahaja v kraju Harmelen blizu Utrechta na Nizozemskem, najverjetneje ne bo predolga. Loder Center je specializirana bonsajistična drevesnica, v kateri najdemo drevesa stara od nekaj let do tistih, ki jih štejejo 100 in več. Tam najdemo tudi ženske ginke, katerim se stare veje zraščajo kot prsi. Ernst Molet, bonsajistični mojster, pravi, da so zaradi te posebnosti ta drevesa med ljubitelji ginkov in bonsajisti še posebej cenjena. Bonsajistom začetnikom pa pri izboru drevesa svetuje naslednje. Basically, if you are choosing for a bonsai, a few things you should bear in mind. It should look like a real tree, like a mature tree. So it has to have a good root system. It has to have a taper, wide on the bottom and going smaller. And it should be gradually smaller. Then you look after the branches. If there's branches on the right places, like a left branch, a right branch, a small front branch and back branches. And you must follow the trunk. So you must see how the tree is moving. And at the end, the tree must bend over. So if you look to the tree, it's like you be hugged by the tree. The tree is hugging you. And that is important because if you would change the tree, put it differently, the other way around, it's like somebody turning the back to you, then the tree looks completely different. We can show it to you. Shall we do? Yeah. See, and by putting the tree on the wrong, with the wrong side in the front, you have a completely different feeling. It still is a nice tree, but it looks a lot less than from the other side. That is what all about. Bonsaji so različnih velikosti. Glede na to, koliko rok je potrebnih za nošnjo drevesa, ločijo miniaturne, naprstne, bonsaje za nadlan, pa majhne enoročne in dvoročne, srednje velike ter velike štiriročne in zelo velike ali cesarske bonsaje. Prav tako različni so slogi oblikovanja dreves. Most of trees are shaped triangular, and some trees are shaped rounded, like a broom style. That is round, and then you don't have too many or no branches on the left or on the right. Formalni in neformalni pokončni slog, slog metle in kaskadni oziroma polkaskadni slog so med najpogosteje uporabljenimi slogi oblikovanja bonsajev. V zadnjih letih je v Evropi vse bolj priljubljen tudi šarimiki oziroma slog mrtvega lesa. There are two ages on a bonsai. The one is the appearance, the age appearance, and the one is the real age. Let me give you an example. If you have a young tree and it's shaped on a very nice manner by a real artist, he can give the tree a very old appearance. And if you take out from the mountains a very old tree and it is poorly shaped, then the value of the old tree is less than the value of a younger tree, which is well shaped. So there's two different things about it: appearance age and real age. You have some examples here? Yes, for instance, we have here a tree which is 80 years of age. You can see it. And this tree, for instance, is maybe less than 20 years, but because it is done by an artist who makes all these, dead branches and the dead trunks, it looks like it is as old as the other one, as where this is very, very young compared to the other. I would say the pines are quite easy, and the Japanese acers are also very popular because it all started with those two trees. And all the others, in the time when you are busy with bonsai, you feel more connected to one or the other type of trees, like maybe flowering trees, maybe
the azaleas or whatever. Pravijo, da bonsajem ni nikoli dovolj svetlo. Toda to ne pomeni, da je treba drevesa, ki jih gojite kot notranje bonsaje, neposredno izpostaviti soncu. V stanovanju jim bo najbolje, če bodo meter ali dva od okna. V ogrevanih stanovanjih pa jim moramo zagotavljati tudi dovolj vlage. To so vrtni čuvaji, ki še danes stojijo v parku dvorca Mirabel sredi Salzburga. Stari so že nekaj stoletij in so najverjetneje najstarejši palčki v Evropi. Narejeni so iz posebnega apnenca, ki so ga nekoč uporabljali za gradnjo in kot okrasni kamen. Teh 15 vrtnih palčkov prikazuje dela iz vsakdanjega življenja. Med njimi sta vrtnarja, pa palček s kokošjo, leseno nogo, turbanom, nočno posodo, vrtno vazo in storbo za pridelke. Za vsakim palčkom je posebna zgodba. Tako je tudi s palčki, ki ste jih poslali na izbor najvrtni palček. Sonja iz Hoč svojih 7 vrtnih palčkov, ki čuvajo Sneguljčico, imenuje dobri duhci vrta. Narejeni so iz različnih materialov, stojijo na skalnjaku ob ribniku, kjer so obdani s cvetjem in zelenjem. Med kaktusi so poleti domovali vrtni čuvaji Slavice iz Slovenj Gradca. So različnih velikosti, najmodrejši med njimi pa sedi na gugalnici, zataknjeni med lesena zajčeva ušesa. Tretji palček, ki ga predstavljamo, je vrtni čuvaj Miha Marije iz Cerknega. Narejen je iz lesa, visok pol metra, čuva vrt pred hišo. Z nasmehom pa nikogar ne odžene. Četrti je vrtni čuvaj doma pri Lili iz Preloga pri Domžalah. Če je treba kaj postoriti na vrtu ali pripraviti jed za prijatelja, psa in srnjaka, si nadene predpasnik. Še raje pa ima odmor. Peti so Borisovi palčki. Domujejo v Zgornji Velki. So zelo navihani in na vrtu se najraje zabavajo. Boris druščino izbira sam. Najbolj mu je pri srcu palček s prašičkom, ki prinaša srečo. Šesti palček prihaja iz Velenja. Irena ga je dobila kot darilo. Od takrat njej in njeni družini dela družbo, s nasmehom pa prežene zle duhove. Sedmi so vrtni možicli, ki jih izrezujejo in barvajo Hledetovi iz Hrvatinov. V zbirki imajo že več kot 100 palčkov, ki ne bodo utonili v pozabo, saj se tradicija izdelovanja palčkov prenaša tudi na vnuka Lukasa. Kot zadnji se predstavlja Darinkin palček. Kot mlado dekle je Darinka podobnega videla na obisku v Ljutomeru. Sorodniki pa so ji morali obljubiti, da bodo vrtnega palčka kupili tudi njej. To so storili in tako je palček z njo že 57 let. Vrtne palčke si lahko ogledate, njihove zgodbe preberete na spletni in Facebook strani Oddaje na vrtu. Zanje lahko tudi glasujete. Na elektronski naslov na vrtu rtvslo.si pošljite zaporedno številko palčka ali skupine vrtnih čuvajev, ki so vam najbolj všeč. 5 jih bomo nagradili, žrebali pa tudi 3 glasovalce, ki prejmejo priročnik Naredimo, uredimo. Spomladi naredimo brezovo metlo, poleti na teraso postavljamo lonce s trajnicami. Jeseni za zastirko naberemo in zmeljemo odpadlo lubje, pozimi sestavimo ptičjo krmilnico in praznični venček. 25 vrtnih izdelkov, nasadov in drugih uporabnih nasvetov v priročniku oddaje Na vrtu. Naredimo, uredimo. Naročila pri založbi Pivec ali v uredništvu oddaje. Jesen nam ponudi na vrtu mnogo plodov, s katerimi pa potem včasih niti ne vemo, kam bi z njimi. Ena od rešitev, kako nekako shraniti pridelek, je tudi izdelava domače vegete. Za domačo vegeto uporabimo korenje, rdeče, rumeno, tudi zeleno, z listi vred, peteršilj, ravno tako z listi, čebulo, česen, lahko tudi paradižnik, papriko. To je vegeta,
ki jo shranjujemo v kozarcih. Vegeto lahko pripravimo tudi tako, da jo sušimo. Mi pa bomo danes pripravili vegeto tako imenovano na mokro. Vse sestavine bomo olupili, očistili, korenje in zeleno naribali. Zelenje pa bomo zdrobili v multipraktiku. Tako, sedaj, ko imamo vse sestavine pripravljene, jih bomo stehtali in potem na 1 kilogram sestavin dodali od 20 do 30 dekagramov soli. Pridamo sol, dobro premešamo. Ko je dobro premešano, pokrijemo in pustimo približno 24 ur počivati, potem pa to polnimo v kozarčke, jih zapremo in hranimo v temen prostor. Uporabljamo za juhe, pečenke, kot dodatek zelenjavnim juham, gobovim juham. Moramo pa paziti, ker je ta zelenjava že zelo slana, da potem jedi dosolimo na koncu, da niso preslane.